Zlato hruško je letos dobil tudi strip Graščina. Saga koristolovskega ptiča izhaja že 20 let, zato sta Rok in Aleks najprej prebrala zbirko 5 zgodb pod skupnim imenom Zlati časi, ki je bila v slovenščino prevedena kot prva in je uvod v preostale zgodbe. Prevedel jo je Izar Lunaček. Knjiga Graščina res preseneti. Na začetku z raznolikimi, kar temačnimi ilustracijami, nato z različnimi imeni, ki so res briljantno prevedena in na koncu tudi z vpeljavo zgodovinskih dejstev. Aleks, je tebe knjiga navdušila ali si jo prebral bolj zato, ker smo te povabili na snemanje? Zdaj, iskreno povedano, nisem nekakšen bralec. Ampak ta knjiga me na začetku tako presenetila, da sem jo enostavno moral prebrati. Pa še snemanje me je malo spodbudilo. No, vidiš, pa naredi tudi televizija nekaj dobrega za bralne navade. O čem pa pravzaprav govori ta zgodba? Zdaj, govori o skopem graščaku, ki plačuje svojim pošastnim, da tiste, ko so prišli k graščini, zalotijo, ko hočejo ugrabiti zaklad. A pa so pri tem lovu na zaklad ti pustolovci uspešni? Zdaj, večinokrat ne, a graščak tudi kakšnega pusti, da še drugim pove o zakladu. Aha, kaj pa se zgodi s tistim, ki niso uspešni? Rečemo samo, da jih ni več. No, v redu. Glede na to, da se zgodba dogaja v kar enem paralelnem vesolju, pa lahko z realnostjo povežemo kar nekaj vzporednic, kaj ne? Ja, naprimer tudi kakšna čustva ali pa tudi razmerje med šefom in podrejenimi. Knjiga je polna zabavnih dialogov, različnih karakterjev, ampak ima kar nekaj takih zelo agresivnih scen. Te je to zabavalo ali bolj šokiralo? Bolj me je šokiralo, saj nisem navajen takšnih stripov. Ponovadi sem bil bralec Garfielda ali bolj takih pomirjujočih stripov. Strip je prevedel veliki poznavalec svetovne stripovske literature Izar Lunaček, ki ga sedaj tudi lepo pozdravljam. Izar, naj vas malce provokativno vprašam, zakaj bi mladi sploh brali strip, kjer je toliko prelite krvi? In ta strip je pravzaprav izjemno pameten strip. Vsaka epizoda praktično, razen tega, da je blazno igriva, ful govori o odnosih znotraj družbe, o politiki, o staranju, o prijateljstvu. Tako zelo pameten strip, ki pa pač dokaj brezsramno prepušča noter vse mogoče nasilje, ker je tudi ono del življenja. Hvala lepa, Izar. Aleks, katera ta tako imenovana brezsramnost pa je tebe presenetila? Najbolj presenetila me je, ko sta šla Marvin in Herbert v grajsko greznico in tam tudi izgubila otroke. Upam, da se je vse to seveda srečno končalo, midva pa se iz paralelnega vesolja seliva v paralelni studio, kjer verjamem, da je vse napeto kot v kakšnem stripu. Absolutno, Rok, če ne, mogoče še bolj, samo 6 točk namreč loči naši obe ekipi. Zdaj pa gremo kar k vprašanju. Strip Graščina je zgodba, ki v nekem drugem vzporednem vesolju prikazuje graščino in njene prebivalce. Kot pravi prevajalec Izar Lunaček prikazuje realno življenje. Kaj je osrednje vodilo, ki se ga strip drži? A. Nečloveški liki imajo več človeških lastnosti. B. Predstavlja realen odnos moči med vodilnim in podrejenimi. C. Avtorji v stripu uporabljajo le zgodovinsko preverljiva dejstva. Ali D. Plastično predstavlja življenje, tudi nasilje v njem. Čas se izteka. Rumeni ste odgovorili B, vijoličasti pa D. Ja, kot pove Lunaček, strip predstavi več različnih plasti življenja, naprimer staranje, politiko, prijateljstvo. Tako je v stripu prikazano tudi nasilje, ki je prav tako del življenja. Pravilen je torej odgovor D in novih 5 točk za vas, Mariborčani.